Pozdravljam se zbrane na prvo nedeljo v mesecu. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo en dogodek v muzeju na različne teme. Začeli smo marca, ker smo se posvečali ajdovski zgodbam, se pravi prazgodovini, pa potem kruhom, poticam in kolačem, pa potem smo imeli posvečeno našim 21 zvezdam, pa pevskem, Posavju kot pevski deželi, danes pa Posavju kot deželi športnikov. In zelo smo veseli, da se z nami Leja in Vita Glojnarič in tudi Ata isto Glojnarič trener, ker smo si res želeli, da tudi mi damo en kamenček v ta velik mozaik letošnjega dogajanja v Brežicah kot Evropske mesto športa. Tako da izbrali smo si to našo teraso, ki je ena taka lep prostor našega gradu, ima lepo travico in smo si nekako tudi izbrali ta poligonček, zato da lahko se naša publika preizkusi tudi na ta način. Kajti seveda muzej govori o vseh ljudeh in seveda tudi o športu. Šport ni izvzet iz muzejskih zbirk in iz muzejskega dogajanja, zato bomo na začetku zelo na kratko se z Boštjanom sprehodili in obiskali naše športnike, naše športne rekvizite, ki se že nahajajo v muzeju. Ko bo pa Leja že zelo stara, zdaj še ne, bo pa potem tudi mogoče svoje 2 medalji, pa še kakšno podarila mogoče muzeju, ker tam potem so vedno bolj dostopne, ljudje to vidijo, mladi lahko jih občudujejo in upamo, da potem tudi koga to spodbudi za športno udejstvovanje, ne samo ljubiteljsko, ampak seveda tudi profesionalno, tako kot sta vidva s sestro in še številni atleti v Brežicah pa širše. Tako da zdaj bi šli vsi skupaj na kratko z Boštjanom, potem se pa vrnemo in se preizkusimo v poligonu. Tako. Gremo tam, gremo tukaj, želi. Gremo čez Viteško tam, pa gremo tam sem. Če greste malo z nami, Se bo nakaj. Še enkrat hvala za besedo in dobrodošli v mojem mnenju. Kot veste, mlade športniki postaneš tako, da seveda že starši od malih nog otroke spodbujajo in podpirajo pri raznih športnih aktivnostih in seveda potem kasneje s pomočjo različnih športnih trenerjev, lahko pa seveda majhnih talenta, lahko postanejo taki res odlični športniki, kakšne imamo tudi danes pred nas v Posavju. Zato smo se ustavili začeti pri razstavi širjenja ena voda, ki predstavlja različne športne aktivnosti, predvsem v rekreativne namene. In sicer, kot veste, Posavje ni samo dežela športa, ampak tudi dežela številnih rek, od Save, Krke, Mirne, Sotle in pa tudi številnih manjših potokov, ki so v preteklosti omogočili kopanje in rekreiranje. Mogoče tako najbolj zanimivo oziroma znano kopališče je bilo kopališče Grič. Tukaj je v neposredni bližini starega mostu čez Savo in Krko pri istoimenski gostilni. In sicer že v začetku 20. stoletja je imelo to kopališče 3 kopalne kabine. Potem je dobila vojnama, pa se kopališče tudi malo razširilo, tako da so imeli že 42 kopalnih kabin in tudi veliko recimo Boštjana Solčnik, pomembna točka Posavja, ki so razskovali v skladu tako iz Posavja, tudi iz Zagreba. Tako da temu predvsem v poletnem času, pa ne samo Krka, ko pa so se tudi v območju Sevnice, naprimer v Mirni, pa v potoku Sevnična. Tudi samo nekaj fotografij, tudi med nami, eden izmed nas na tej fotografiji, gospod Franc Roček, na tele izrašate na lokaciji Zajla, Krške vasi. Potem v zimskem času, ko so te reke pomrzle, predvsem Krka, na območju Poslanice na Krki, je bilo možno tudi drsati, kar potrebuje tudi ta fotografija tukaj. Drse so pa tudi na območju Josel, to je v meji s Hrvaško, ob reki Sotli. Namreč torej to območje Močvirnato je v
v intenzivnih jesenskih padavinah bilo vse zavito z vodo in potem do zime ta voda ni tekla in ko je voda zmrznila, je potem bilo zelo odlična možnost tam tudi za drsanje, predvsem tistih veličinov. Potem seveda, kaj bilo še možno, v Posavju so bila tudi številna smučišča, tako naprimer na Listi, kjer smo imeli tudi Lečnico, potem na Bohorju, potem Kalina nad Podbočjem, to sicer bolj v 80-ih letih, v Rorah nad Krškim je bila recimo tudi 40-metrska skakalnica, potem tudi v Pečicah, kjer bilo tudi smučišče in še marsikje druge. Tako da se lahko prebivalci Posavja na različne načine preživljali svoj prosti čas, seveda tudi preko različnih športnih aktivnosti. Naprimer, Sevnica je bila taka zelo znamenita izletniška točka, ki so obiskovali turisti tako iz Avstrije, Nemčije, Češke, Mačarske, torej seveda pred prvo svetovno vojno, drugo vojnoma, pa predvsem iz Zagreba. Tako so potem Sevničani imenovali te popotniki, ki so prihajali v njihove lepe kraje, ki so bile lepo urejene sprehajalne poti in pa kopališča, so jih imenovali zomotrišni. Kopališča so bila ob Mirni, ob Sevnični, tudi ob Savi, odlično urejene sprehajalne poti, predvsem kot najbolj znamenita zemljiška točka Lista, ki imela pred drugo svetovno vojno dve planinski koči. Ena je bila pomenovana po Blažu Jurku, torej Jurkova koča, znamenita nad učitelju iz Razborja na Cevnico. Zraven bil zgrajen zaradi zahtevkov pri vse večjih kapacitetah v počiščih. Še ena planinska koča, vendar sta bili obe med drugo svetovno vojno požgani. Tako so potem po drugi svetovni vojni zgradili novo kočo in tiste je potem omogočilo, da je bilo več možnosti za počišče. Tako je bila tista primerna za izleti tudi tako poleti, tudi po zimskem času. Tako, treba predlagam, da gremo še na drugo stran, 20. stoletja, kjer sem začetek 20. stoletja je tisto obdobje, ko potem se začne intenzivno razvoj športa na vseh področjih. Zelo pomembno vlogo ima tukaj sokoljstvo. To je bilo tako zelo pomembno, tako narodno ljubiteljsko, telovadno, kot tudi kulturno gibanje v Posavju. Sicer začetki sokoljstva v Brežici segajo leta 1904, v Krškem 1906. V Sevnici je bilo najprej tam del društva iz Brežice, 1908, ampak potem samostojno društvo, samostojno sevniško sokoljsko društvo bo postavljeno leta 1912. Kot veste, je rodna telovadba, ki so jo bojili v Sokolju, tista osnova športa, iz katere potem izhajajo različne športne panoge. Zdaj imamo tudi tukaj na ogled eno takšno telovadne okolje z očajem, tudi tam je tudi še drug del telovadnega orodja. In sicer v Brežicah je ustanovil telovadno društvo v Brežiški Sokol, Brežiški Zrnik, kot Josip Strašik, naprimer. Lahko tudi številne fotografije z različnih delov Posavja, Brežic, Krškega, Sevnice, celo Sidežnega mostu, skratka, te Sokolje, ki so na različnih prireditvah, proslavah, veselicah, vsako leto so predstavili svojim programom in so sodelovali tudi na različnih drugih prireditvah, na štaradah, potem je klavževanja in tako naprej. Ki je bila narejena leta 1929 v Slovenski Bistrici, ko se potem razvila v Brežice in tukaj se potem poročila z Ivanom Vidmarjem leta 1957. In kot pravi je v Brežicah bilo po drugi svetovni vojni zelo dolgočasno, nič se ni dogajalo, ampak potem je ona, pa seveda njen mož, ki sta imela za družinske prijatelje tudi hokejiste, se veliko družila s temi hokejisti v prostem času. Poleg tega pa vse te meščanske družine so se veliko ukvarjali tudi s tenisom. Seveda poleti so se vozili na morje, ona dva sta celo dobila preko njene sestre, preko maljine sestre iz Švice sta dobila motor, s katerim se potem vozilo hribe, recimo na Mangarsko sedlo, potem na morje, pa so šli na smučenje. Skratka, taka zelo aktivna športna družina, tudi v mestu, ki je močno zaznamovala šport v Brežicah. Druga družina, ki bi ga izpostavila, je družina Danila Pečnika.
Brežičana, ki bo doma nasproti današnji gimnaziji v Brežicah, rojen le leto kasneje, torej 1930. leta. Že njegov oče je bil zelo aktiven sokolec, zelo dober telovadni, torej urodni športnik urodne telovadbe, ki je gotovo to urodno telovadbo potem potisnil tudi svojega sina, ki si je zelo navdušil za to in je v 8 letih postal tudi aktiven sokol. Tako da smo imeli celo na svojem domačem dvorišču, smo imeli nekaj telovadnih orodij, da se zelo aktivno ukvarjal s tem. Potem kasneje se je Danilo Pešnik ukvarjal intenzivno tudi s kolesarjenjem, tekom, hojo, tako da je bil res aktiven na področju športa, je tudi zelo močno zaznamoval same Brežice. Zdaj imamo pa še je Šešil, ja, tako je. To so hotel povedati, ja, ni nič govoril Šešil, tako da zagotovo je šport v njegovem življenju to doprinesel, da je še vedno čim zdrav in tako aktivno. Zdaj na tej steni imamo pa nekaj tudi teh športne opreme, teniški loparji, ki govorijo o tem, da je torej bil tenis pri meščanskih družinah zelo razširjen, potem kolebnica, ki je bila skoraj po vsaki meščanski družini, tale tlačilka za kolesa, tale mislim, da spodbočja, tole je važno, nekaj očeta. Tole potem tele prve smoči so naše pojene sodelavke Vlaste Dejak, te desne pa od znamenite Majde Vidmar, tukaj iz Brežic. Nika Valeja, če lahko še pa nekaj napišete. Ako se bo podpisal, me se bomo pa... Zdaj pa kaj napište mladi, napište kaj. Atletika je zakon. Nika ti pa napiš, ne vem, kar češ. Ola, ideja. Pa podpiš se, pa datum napište, tako da bom. Podpiš se, pa datum. Podpiš se, pa datum. Ja, tretji je. Kamor češ? Kamor želiš? Prosti, spoznam, da ona ne sliši. Jaz lahko pa... Ja, povej, isto pa nekaj povej. Jaz lahko pa pripomnim, ne? Ja. Zdaj, glede na to, da je to je vse zgodovina, kar ste povedali, sedanja ste pa to, da je recimo Lea Gojnarič prva Slovenka in druga atletinja, ki je dobila zlato olimpijsko medaljo. Poleg tega, da je prvič se to zgodilo, da so padle 2 zlate in 2 bronaste medalje na enih olimpijskih igrih v atletike. Tako da praktično je potem že v krogih gluhih, je že legenda, pravzaprav. Bravo. Ja, dobro je, da tudi to vemo, pa še to napišemo, ne? Kaj si zdaj rekel, kak je treba misliti? Prva slovenska gluha atletinja z 2 zlatih olimpijskih medalj. In še, vi ste spostavlja, ne? Sevnice in Brežic, bi lahko rekel, ne? Ja, tako, ja. Prva slovenska gluha atletinja. Olimpijska zmagovalka, ne? Tako? 2-kratno, ja. Ja. To je pomembno. Upamo, da še ni rekla zadnje. Ne. Ja. Še 4 leta so nova? 3. Še 3? A ja, isto. Zdaj bi mogli biti 2-21, ne? V Tokiju so. Res? Ja, v Tokiju so, ja. Znam, če pa je to prav, vedno grejo bolj po isto? Ja, isto. Ja? Se pravi, bojo 8, mislim, če 7 bojo prav Pariza. In sicer imamo enkrat mnogoboj, ja. Enkrat pa kaj že daljina, ne? Enkrat pa višina. Na višina, joj, se opravičujem. Ja. Višina, ne? Evo, te fotografije, ki bojo pa danes, evo, bodo pa že v muzeju, ne? In ta posnetek in tudi ti že. Danes imamo predstavitev mini atletike na terasi Brežiškega gradu.
Tukaj imamo rekvizite, s katerim učimo otroke pravilnega gibanja, da znajo teči, da razvijajo svoje sposobnosti, da niso samo noter za računalnikom in tablicam. Predvsem te predstavitve delamo po osnovnih šolah, danes pa tudi tukaj. Imamo tek med oviram, tek med stožci, potem na blazinah delamo lahko prevale, lahko teče tudi štafeto. Tukaj imajo lojtrco, tako rečemo pri atletiki, kjer lahko ali skačejo ali gredo skipinge. Tam skačemo v daljino, v glavnem razvijamo te naravne gibe in pa orientacijo. Rekli ste, greste po šolah, kakšen je odziv otrok? Odziv otrok je velik, zelo veliko je teh prva 3-letka oziroma do 5. razreda. Sodelujejo, zdaj smo bili v Sevnici, potem smo bili v Boštanju, otrok je bilo res veliko. Zraven je potem še bila Leja z medaljam, tako da bomo to tudi nadaljevali naprej po drugih šolah. Udarle.